Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer. Jaz sem okej in hodim po svoji poti. Nisem tam, kjer bi morala biti, vendar hvala Bogu, nisem tam, kjer sem nekoč bila. Jaz sem okej in sem na poti. Efežanom 6 je čudovito poglavje v Svetem pismu, ki nas uči o bojni opremi, ki nas ščiti in o vsem orodju za boj proti sovražniku. Bog nas je z vsem opremil, kar potrebujemo za zmago v vojni proti sovražnikom. Efežanom 6. poglavje 11. vrstica. Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli opirati hudičevim zvijačam. Uspešno opirati, vsak naj reče uspešno. Da se uspešno opirate vsem hudičevim ukanam in zvijačam. Torej hudičevim zvijačam. On ima natančno izdelan strateški načrt. Lahko vam navržem, da je on o vas premišljeval od vašega rojstva in vas verjetno bolje pozna, kot se vi sami poznate. On dobro ve, kateri gumb je potrebno pritisniti ob pravem času. On ve, kaj vas razočara, zato vam pripravlja razočaranje in priredi okoliščine tako, da se vi opečete in končate z izbruhom. Nato pride hudič in vas obsodi. Zame je neverjetno, da isti hudič, ki nas skuša, je tudi tisti, ki nas na to obsoja, ker smo podlegli skušnjavi. A ni to nekoliko bedast načrt? Vendar nam ni treba živeti po njem. Imamo orožje. Čudovito orožje, ki si ga moramo nadeti. Če ga samo vlačite s seboj, ne bo veliko pomagalo. Obleči ga morate. Če vas zebe, si nadenete plašč. Če ga samo imate, a si ga ne oblečete, nič ne pomaga. Obleči vse pomeni, da začnete delovati. Amen. Nekatere stvari so, ki jih lahko stori samo Bog, in druge so, katere moramo storiti sami, vendar nam Bog podeli moč, da jih lahko storimo, in če jih ne storimo, pač niso storjene. Če jih ne storimo, potem izgubimo nit, kaj nam je Bog pripravil. Torej moramo mi sami najti obliko te bojne opreme in kako jo začnemo nositi in uporabljati. Efežanom 1, 17-19 vrstica. Ne bom se posvečala tem vrsticam, vendar vas hočem opomniti o nečem zelo pomembnem, da je apostol Pavel molil za cerkev. Rekel je, da bi spoznali njega. Da bi spoznali Boga. Moramo poznati Boga in imeti razsvetljenje o njem. Poznati njegovo dediščino. Da spoznamo svojo dediščino po Kristusu. Prvič, poznati Boga. Mislim, zares poznati Boga in imeti domač intimen odnos z njim. Ne samo nekaj vedeti o Bogu. Drugič, zavedati se, kdo ste v Kristusu. Tretjič, vedeti za moč, ki vam je na voljo kakor vernikom v Jezusa Kristusa. Mnogi ljudje, milijoni ljudi hodijo vsako nedeljo v cerkev in niso nikoli v resnici spoznali Boga. Nikoli niso vedeli, kdo so v Kristusu in nikoli se ne zavedajo, da imajo na razpolago moč. To je mrtva, suha vera. Nikomur nič ne pripomore. Vera vam pove, kaj delati in vam ne da moči, ampak odnos z Bogom po Kristusu. Domač odnos z Bogom po Jezusu Kristusu. Ljubeč odnos z Bogom po Jezusu Kristusu. To vam bo omogočilo in vam dalo moči, da boste spreminjali svet. To bo napravilo veliko razliko, ne samo v vašem življenju, ampak tudi mnogih drugih. Tako nam Sveto pismo govori o neki drugi bojni opremi, ki jo lahko oblečemo. Zgleda kakor oklep. Nekoč sem učila na ta način, da si jo moramo nadeti v celoti, vendar bom danes naredila nekoliko drugače. Hočem se osredotočiti predvsem na pravičnost, vendar pa želim prej govoriti o nekaterih drugih stvarih. Pravi, bodite obuti v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. To pomeni, da hodimo v miru. Govorim vam lahko o miru iz različnih zornih kotov. Mir z Bogom, mir v svojih okoliščinah, mir z ljudmi. Vendar danes vam hočem povedati, da morate biti v miru s samim seboj. Še posebej glede vaše duhovne rasti. Rekli boste, veš, Joyce, jaz nisem tam, kjer bi moral biti. In to je moja krivda.
Kristjan sem že 40 let, vendar sem še vedno dojenček kristjan. Prav, pokesajte se in postavite svoj in to danes naprej, da začnete rasti. Nič vam ne bo koristilo, če se boste naslednjih 40 let počutili krivo o preteklih 40 letih. Dajte no. Če ste že zapravili veliko svojega življenja, potem nas zapravite še preostanka, da bi se počutili nelagodno o delu življenja, ki ste ga zapravili. To je natančno tisto, kar hudič hoče. Nikoli ni prepozno, da bi ponovno začeli. Nikoli ni prepozno, da bi ponovno začeli. Zares bi nekateri izmed vas morali biti nekoliko naprej po poti, kot pa smo. V pismu Hebrejcem Pavel pravi, da bi sedaj že morali učiti druge, vendar pa vedno znova in znova se moramo mi sami učiti čisto osnovnih načel in Kristusovega nauka. Torej bi morda morali biti prej dlje na poti, kot smo, vendar obsodba o tem nam ne bo koristila. To vas bo samo zadržalo, tam, kjer ste zdaj. Obsodba nas tišči k tlom, nas omejuje na prostor, kjer smo. Vendar, če vemo, kdo smo v Kristusu, nam to dovoli sprejeti odpuščanje in brezpogojno, nezasluženo Božjo ljubezen, ki je nismo niti vredni, ampak nam da zaupanje in mi lahko na tem vztrajamo, kajti lahko vam prav sedaj povem, da vas Bog najbolj močno ljubi. Ne glede na to, kar boste kdajkoli storili, vas Bog ne bo ljubil nič bolj ali nič manj, kajti ljubezen ni nekaj, kar on počne. To ni neka stranska pot. Ljubezen je to, kar Bog je. Bog je ljubezen in to je vse, kar lahko stori. On ne more početi nič drugega, kot da vas ljubi, ker vi lahko delate to, kar ste. Bog me ljubi. Aleluja. Takšna, kot sem. Amen. Aleluja. Naj vam nekaj povem. Če niste v miru samim seboj, boste celo pozabili, da ste v miru z nekom drugim. Kajti, če v vas divja nevihta, bo prišla na plano. Ne bo potrebno veliko. Hudiču ne bo potrebno pritisniti preveč gumbov in boste že eksplodirali. Ves dan bomo polni obsodbe. Veste, ko sem bila sama doma, sem se z vsemi razumela, vendar gorje se je začelo, ko je kdo vstopil pri vratih. Mislim, ves dan sem bila srečna, ko sem bila sama doma. Imela sem svojo muziko, svoje CD-je, bila sem duhovna, poslušala glasbo. Najverjetno je bilo, kako sem bila duhovna. Vendar prva oseba, ki je prišla skozi vrata in je tam postila ali pa sitnarila, sem že izbruhnila. Bila sem prepričana, da je to njihova krivda. Če le ti ne bi tako razmetaval, če bi pospravil za sabo, če bi le ti, če bi to, če bi ono. Nisem se zavedala, da je nekaj narobe z mano. Počutila sem se duhovno, v črno-belih nijansah. Ali ni najverjetno, kako ste lahko duhovni, ko ste sami in vas nič ne vznemirja? Niti hrup, to je tako... Prav tam zgoraj v oblačkih hodite z Bogom. On ni bil tam. On me zgrabi v vsakem trenutku, ko sem tako duhovna. Naslednje stvari, ki se jo zavedam, da besnim in renčim nad nekom, kar se skupaj ni nič vredno. Zares nisem vedela, kaj je narobe z mano. In Bog mi je podaril majhen primer. Ali vsakdo ve, kaj je ekonomlonec? Dobro, veste, vi morate biti zelo previdni s tem, ker lahko eksplodira. Če se ustvari preveč pare in nenadoma odstranite pokrov, se bo vse razletelo. Velika zmešnjava. Moja mama ga je imela navado uporabljati. Vedno je pravila, ne dotikaj se ga. In tista stvar na pokrovčku se je vrtela in piskala in poskakovala sem ter tja. Bilo je strašno. A ni tako? Brr. Para valovi iz pokrova. Ne dotikaj se. Bog mi je pokazal, ti si kot ekonomlonec. Rekel je, ker v sebi nosiš vse te obsodbe in vse stvari, s katerimi se nisi ukvarjala od svoje mladosti. Vse te drže in sovraštvo do svojega očeta. In na zunaj uspeš biti kar duhovna. To te nič ne vznemirja, vendar ko se te nekdo samo dotakne od zunaj, ekonomlonec se raztrešči. Morate biti pozorni, kaj se dogaja v vaši notranjosti, o vas samih. Kako se počutite o samem sebi? Kaj mislite o sebi? Kakšen odnos imate do sebe? Vi ste tista oseba, ki se ne boste mogli izogniti niti za 1 sekundo in to vaše celo življenje. Kjerkoli greste, ste vi. Kamorkoli greste, tam ste vi. Pa naj greste kamorkoli, tam ste vi.
To je strašljiva misel, a ne? Da ne morete niti za sekundo zapustiti sebe in to za vaše celo življenje. Koliko izmed vas ve, da ko ste z nekom, ki ga ne marate in vas vznemirja, komaj čakate, da greste od njega, da se ga znebite? Hvala Bogu, da lahko gremo od ljudi, vendar ne moremo zapustiti samih sebe. Tako vas sprašujem, kakšen odnos imate do samega sebe? Vesela sem, da lahko rečem, rada se imam. Vidite, ne veste, kaj bi dodali k temu. Vidite, kako čudno ste se odzvali? Nekoč sem bila v Filadelfiji in sem imela podobno predavanje. Rekla sem, da se imam rada in časopisi so pisali na naslovnici. Marjava je rekla, da se ima rada. Kot da bi bil to zločin. Mislili so, da bi bilo bolj duhovno, če bi rekla, sovražim se, gorje meni grešnici, takšna razvalina sem, bedno človeško bitje. Dobro, to je na nek način resnica, kajti takšna sem jaz brez Kristusa, vendar v Kristusu. Torej, brez Kristusa smo grešniki, vendar odkar sem v Kristusu in grem nekako ven, pa če tudi za trenutek me potegne nazaj k sebi. Tako lahko govorimo o sebi, da sem v Kristusu. V Kristusu sem pravična, v Kristusu sem sveta in vi ste prav tako. Amen. Vi vsi ste opravičeni, posvečeni, sveti, odrešeni in ste na svoji poti. Vi ste čisto v redu. Rekli boste, Joyce, kaj pa z vsemi stvarmi, ki jih delam narobe? Verjemite mi, o tem lahko govorimo, če si želite. Vse, kar morate storiti, je, da prižgete TV v nedeljo zvečer. Gotovo bom tam. Vendar tu je težava. Če vas nihče ne nauči, kdo ste v Kristusu, potem ste brez možnosti. Tega ne morete prenašati, vendar če veste, kdo ste in ste v tem samozavestni, da vas Bog ljubi, potem lahko sprejmete kazen od Boga, ker jo ne sprejmete v smislu odklonitve, ampak jo sprejmete kot ljubezen, kot ljubeč opomin. Da vas Bog ljubi tako zelo, da vas ne pusti samih v vsej tej zmešnjavi, v kateri ste. Bog vam bo pomagal biti to, kar vam pove, da bodite. Naj vsakdo rečem, rastem, jaz rastem. Na to se morate osredotočiti, ne kako dolgo morate iti, tako lahko rečem. V Kristusu imam rada sama sebe. Če stopim ven za nekaj minut in se pogledam, potem nisem tako navdušena. Vendar v Kristusu imam rada samo sebe. Bogu hvala, to je tudi, kako nas Bog vidi. To je, kako te vidi, po Kristusu. Tako govori o miru, govori o čeladi odrešenja. Mislim, morate kakor odrešeni ljudje in nehati misliti kakor nekdo, ki je izgubljen. O sebi mislite, posvečen sem, imam darove in talente. Bog me ljubi, Kristus živi v meni. Mislite na to, kaj imate v Kristusu in ne samo to, kaj pravi svet. Jaz lahko nadaljujem še in še, vendar hočem, da si nekaj trenutkov govorite o pravičnosti, kajti to je tako pomembno. Pravičnost ne pride potem, da vse prav storite. Ne pride potem, da se držite zakonov, kar Sveto pismo pravi, da ni človeka, ki bi uspel vse izpolnjevati. Človek ni mogel obdržati Mojzesove postave, kajti ta je zagotovo pokazala na neizpolnjevanje le-te in da človek potrebuje odrešenika. To je v Rimljanom 3:20-24. Kajti noben človek se ne bo upravičil pred njim z deli postave. Nihče ni upravičen po postavi, ampak smo mi upravičeni po veri v Jezusa Kristusa. Upravičeni pomeni, da smo pravični, kakor da ne bi nikoli grešili. Moj Bog, upravičena sem, v njem sem odrasla in nova stvaritev. V njem sem Božja pravičnost po Kristusu. Bog želi, da se poboljšamo, vendar nam podari pravičnost, preden nam kaj zapove, da se prav obnašamo. Veste zakaj? Zato, ker sami ne morete proizvesti nekaj, česar nimate. Mi ne ravnamo prav, da bi imeli pravičnost. Pravičnost nam je podarjena. Iz vedenja, kdo smo v Kristusu in iz želje začnemo bolj in bolj ugajati Bogu, ker vemo, kdo smo. Mi tega ne počnemo, da bi nas Bog bolj ljubil. To počnemo zato, ker On nas ljubi. To sta dva popolnoma različna svetova. Morda nam ne zveni
zelo narazen, vendar je daleč narazen. Zakaj? Sedaj vam bom povedala, ko pridemo do Kristusa, vašega odnosa v Kristusu se zgodi najčudovitejša stvar. Imenuje se Božja zamenjava. Bog pravi, daj mi vse, kar imaš, in jaz ti bom dal vse, kar imam jaz. Wow. Ti mi daš vse, kar imaš, in jaz ti dam vse, kar imam. Torej, jaz imam samo grehe, vezi, verige, težave, težko, bedno življenje, vendar na to rečem, Bog, prosim, pomagaj mi. O, Bog, prosim, pomagaj mi. Bog, prosim, pomagaj mi. Tukaj sem, da ti pomagam. Nekoč je David veljal za Boga. Ne misli si, da bo to dolgo trajalo. To je večno. Prav, torej, gledajte, to je natančno to, kar se zgodi. Pravim, Bog, pomagaj mi. On reče, vzamem ta greh. Vzel bom vse tvoje vezi in verige in ti bom dal svojo pravičnost. Dovoli, da ti dam svojo pravičnost. Samo trenutek, počakaj. Ti si višji od mene, Bog. Poslušaj, želim, da to nosiš. Želim, da to s ponosom nosiš. Ampak zame je preveliko. Zate je nekoliko velika, vendar pomagal ti bom, da boš toliko zrasla. Super! Vse bo v redu. Hvala lepa. To je primer, kako izgleda začetek. Imamo Božjo pravičnost in te slabotne, majhne stvari v svoji notranjosti, veste? Ampak dejstvo je, da smo pravični v Bogu po Kristusovi krvi. On je prevzel moje grehe, podaril mi je opravičenje. Drugo pismo Korinčanom 5:21. Njega, ki ni poznal greha, je zaradi nas napravil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Če kdo v Kristusu, je nova stvaritev, stare stvari so prešle, vse stvari postanejo popolnoma nove. Veste kaj? Dolgo pot imam še za prehoditi in to lahko opazite. Vendar hvala Bogu, jaz nisem več tam, kjer sem bila prej. Odpravila sem vso to nesnago. Nisem še tam, kjer bi morala biti, vendar hvala Bogu, nisem tam, kjer sem nekoč bila. Jaz sem okej in hodim po svoji poti. Amen. Dajte no, slavimo Gospoda. Veste, hudič hoče, da vsi zapravimo svoje življenje, da ne bi imeli miru in nobene zmage, vendar Bog želi, da sprejmete in razumete novo stvaritev po Kristusu Jezusu. Veste, nobeden od nas ni to, kar je nekoč že bil, če smo v Kristusu. Mi smo nova stvaritev v njem. Takšno držo ima Danny Cahill v resničnostnem šovu z naslovom Največja zguba. On je gotovo eden, ki lahko reče, jaz sem okej in sem na svoji poti. Poglejte njegovo izpoved. Danny in njegova žena Darcy sta se srečala, zaljubila in poročila. Imela sta svoje dobre in slabe trenutke kot vsak zakonski par, vendar nekateri boji so bili za Dannyja preveliki, da bi se z njimi spoprijel. Še vedno se spominja, ko je Joyce Meyer prišla v njihovo cerkev predavati. Zanje je bil to ključni trenutek življenja. Molila sva, Bog daj nama znamenje. Povej nama, kaj bi morala storiti v tej situaciji. Dobesedno se je zgodilo tisti večer, ko sva šla poslušati Joyce Meyer. Ona je rekla nekaj, kar v resnici spremenilo najino življenje na bolje. Ona je rekla: Mnogo se je zgodilo v Dannyjevem življenju in ga usmerjalo, da je prisluhnil predavanju Joyce Meyer, vendar da bomo popolnoma razumeli, kaj je Joyce rekla tisti večer, morate razumeti, zakaj se je to zdelo pomembno Dannyju. Ekstremist sem. Moja žena pa ni takšna. Ko sva se srečala, sem kadil 2 škatli cigaretov na dan. Hodil zvečer ven pijančevati in igrati na srečo. Bil sem odvisen od takšnega obnašanja in žena se je jezila. Ne vem, čutila sem se čisto izgubljeno. Delala sem to, kar sem morala delati, potem pa sem prišla domov k svojemu možu, ki je imel 220 kg, ves čas je bil jezen, nikamor ni hotel iti z mano ali karkoli storiti. Čutila sem, da morava vztrajati skupaj in sem bila pripravljena poskušati, vendar je on bil ves čas tako nesrečen.
Ko imaš takšne razvade, te popolnoma zasužnijo. Poskušal sem iskati nadomestke za svoje izgube. Ko sem šel ven, sem izgubil $200 ali $300, zato je moj cilj bil, da bi pridobil teh $200-300 nazaj. Vendar sem izgubljal še in se zdi kakor plaz. Zame je igra na srečo postala problem, ko sem zastavil $4 in sem pridobil 148 000. Mnogi ljudje bi rekli, to je najboljši dan mojega življenja. To je bil zame najslabši dan, ker me je zasužnil in nisem mogel več nehati. Zelo hitro, zatem je imel na kreditni kartici $45 000 minusa in ni videl izhoda. Dan je se izgubljal, utapljal in Darcy se je trudila, da bi stvari izravnala po svoje. Vozila sem se v avtu, jokala sem in molila k Bogu. Gospod, daj mi nekaj, vedeti moram, kaj naj storim. On je rekel, to je vsa stvar, Darcy, nič ti ni treba storiti. Rekel je, zaupaj meni in mi ga predaj. Ti nisi odgovorna zanj. Začela sem moliti, da bi mu Bog dal željo v srce, da bi ga blagoslovil in izpolnil vse načrte, ki jih ima z njim. Tako sem bila priča, ko je Bog spreminjal mojega moža. Bilo je, kakor bi prižgal luč in videl sem vse te stvari, ki jih poprej nisem videl. Bilo je, kakor, Danny, tvoje pomanjkanje samokontrole, tvoja nedisciplinarno, tvoje pomanjkanje samokontrole, tvoje nedisciplinirano življenje vpliva na vsakogar okrog tebe, še posebej na tvoje otroke, ki jih s tem izoblikuješ. Molila sva, Bog veš, daj nama znamenje, povej nama, kaj morava storiti v tej situaciji. Zgodilo se je dobesedno tisti večer, ko sva šla na predavanje Joyce Meyer in izrekla je nekaj, kar je v koreninah spremenilo najino življenje na bolje. Rekla je, danes vam hočem govoriti o ljudeh, ki bežijo od stvari in kakor nam pravi Sveto pismo, da se moramo soočiti s svojimi težavami. Želim, da izrečete, edina pot iz te situacije je, da greste preprosto skozi. Vidite, nekateri izmed vas se hočejo izmakniti nekaterim stvarem, ki so težke, s katerimi se lahko samo soočite in greste skozi in jih prebrodite. Vsakeč, ko bežite od nečesa ali se skrivate za nečim, ima to moč nad vami. Kajti, če vas je nečesa strah, potem boste vedno imeli strah pred tem. Čutil sem, da je ona Božje orodje in mi neposredno govori, vendar ti ne moreš samo skočiti iz te luknje. Ti si moraš narediti načrt in stopiti en korak naprej. Vsak korak si bližje koncu in vem za to. Obdržala sva vero, čez nekaj let sva odplačala dolgove. Delal sem po 2 izmeni, da sem mogel odplačati dolgove. Žena je gledala televizijsko nadaljevanko, največja izguba. Ko se je zgodilo v njegovem življenju ta proces, da je želel nastopiti v resničnostnem šovu za hujšanje, sem vedela, da Bog dela nekaj v njegovem življenju, še posebej, ko je poskušal za obdobje številka 7 in se prebil do nastopa. Prikazali so obdobje številka 8. Jaz sem začel istočasno. Ženo sva se peljala v banko, da bi odplačala zadnji dolg. Ko sva se rešila dolgov, sem po 2 tednih prejel klic, da bom nastopil v šovu Največja izguba. Tako nisem samo nastopil na šovu Največja izguba in spremenil svoje življenje z izgubo, ki laže, ampak sem bil samozavesten, da sem največja izguba, ker sem splezal na najvišjo goro svojega življenja in izplačal $45 000. To sem storil korak za korakom s težkim delom, tako da nisem odnehal in vedel, da me vsak korak približa cilju. Danny je shujšal največ, več kot kdorkoli, ki je nastopil v tem resničnostnem šovu, vendar kakor Danny in Darcy oba dobro vesta, ta zmaga še ne pomeni konca zapeljevanju. Minili sta že 2 leti in si še vedno poskušala pridobiti nove oblike navad. Še vedno moram odločiti, da plačam, če hočem kaj dobiti. Še vedno ga polomim. Mi vsi ga včasih polomimo. Razlika med mano in tistega časa in sedaj je v tem, da ne odneham. Kajti vse preveč ljudi odneha, ko se na prvem metru teka, ko so že skoraj pripravljeni, da bodo pretekli pot in prišli do zmage, odnehajo. Oni pa gredo, in odnehajo. Če bi videli igro, bi rekli, zakaj si tedaj odnehal? Vendar oni ne vidijo velike slike v tistem trenutku svojega življenja. Okoliščine niso večje od Boga. Vse, kar mora storiti, da obdržiš vero, osvoboditi se in pojdi do konca.
Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname, predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.